Dober dan, dobrodošli. Nahajamo se pred podjetjem oziroma poslovno stavbo Ream d.o.o. Mi smo se v lanskem letu preselili v poslovno cono Komenda, natančneje na naslov Podhrasti 29. V preteklih letih ste nas lahko srečevali v poslovni coni Trzin. Od aprila lani pa sprememba, torej poslovna cona Komenda. Lepo vabljeni na hišni sejem, ki bo potekal med 6. in 9. aprilom v naših poslovnih prostorih. Predlagam, da na hitro pogledamo, kaj lahko si pri nas ogledate. Na kratko smo si v Realu zamislili novo poslovno hišo kot živi showroom, kot hišo, ki je prijazna tako tehničnim sodelavcem kot končnim uporabnikom, predvsem pa jasno vsem našim dolgoletnim poslovnim partnerjem, pomeni inštalaterjem, trgovcem, arhitektom, projektantom, za ogled vseh naprav v delujočem ali nedelujočem stanju. Pomembna novost v našem podjetju je to, da imamo servisni showroom po novem oziroma merilnico, pa predlagam, da si kar na kratko pogledamo to. Torej v servisnem showroomu oziroma merilnici izobražujemo nove kadre, nove poslovne partnerje, serviserje, tehnične sodelavce. Ravnokar poteka eno od takih izobraževanj na temo zaganjanja toplotnih črpalk. Obenem pa tukaj nudimo tudi visoko zmogljivo merilnico, kjer lahko s posebej prirejenimi aparaturami spremljamo delovanje posameznih toplotnih črpalk ali pa klima naprav iz našega prodajnega portfelja v servisnih storitvah. To se je izkazalo že v preteklem letu kot zelo dobra naložba, glede na to, da je ta prostor praktično vsakodnevno, če ne vsakodnevno, pa vsakotedensko kar polno zaseden. Naslednji prezentacijski prostor je praktično tudi najbolj pomemben prostor za širšo javnost, to je komercialni showroom, kjer imamo predstavljeno večino najbolj prodajnih naprav iz našega prodajnega portfelja. Torej, v Realu smo uradni zastopnik in distributer za več znamk na našem trgu. Torej, Mitsubishi Electric, Kaisun, Mitsubishi Electric Hydronics Klima Veneta, Aerial in pa Thermoscreens. Največjo mero pozornosti in pa tudi največjo, kako bi rekel, prodajne rezultate delamo z znamko Mitsubishi Electric. Ta je tudi ena od najbolj znanih, če ne najbolj znana na našem slovenskem trgu. V letošnjem letu je nekaj novosti vezanih na preteklo covidno obdobje. Gre predvsem za novosti na področju prezračevanja in pa čiščenja zraka. Predlagam, da si to tudi na kratko pogledamo. Torej, glavna novost pri Mitsubishi Electric prezračevalnih napravah je naprava VLC za PVU za vertikalno vgradnjo v stanovanjskih ali poslovnih zgradbah. Gre za napravo z močjo oziroma sposobnostjo izmenjave zraka med 250 in pa 500 kubikov, jasno varira od tipa izbrane izmenjave. Gre za napravo, ki na trgu uvaja pomembne novosti, kot so možnost dogradnje opcijskega NOx filtra v pripravljeno režo. Včasih se to delali samo z kanalsko izvedbo, zdaj je to že v sami napravi pripravljeno. Gre za napravo, ki je izredno tiha, izjemen izkoristek vračanja toplote, ima predograjen daljinski upravljalnik, možnost povezave na CNS, kot so Modbus oziroma KNX, in pa možnost povezave v Mitsubishi Mail Cloud Wi-Fi krmilnik preko oddaljene točke, torej z telefona ali pa direktno z računalnika. Drugi dve novosti sta sledeči. Dva čistilca zraka. Glavna razlika je v sposobnosti obrata količine zraka na uro. Gre za čistilce zraka, ki iz zraka odstranjujejo viruse, bakterije, certificiran so pa jasno tudi zato, da odstranjujejo virus SARS-CoV-19.
Gre za pomembno novost, gre za nujnost, ki bo oziroma že je v nekaterih institucijah zapovedana že zakonodajo, tako da vse ostale informacije pa jasno dobite lahko že naprej v omenjenem hišnem sejmu. Strani filtracije je še ena novost in sicer možnost dogradnje vaših obstoječih klima naprav z plazma quad filtrom. Tudi ta filter ima sposobnost odstranjevanja bakterij, virusov in pa alergenov iz zraka, tako da to je možno dograditi na vaše obstoječe klima naprave, ki tega serijsko morda še niso imeli. Nekateri modeli so to že imeli v preteklosti, večina pa ne. Zdaj je to možno dograditi po relativno ugodni ceni sledečo napravo. To je to, kar se tiče čistilcev zraka in pa novitete pri prezračevanju. Zdaj bi pa jaz rekel besedo ali dve še o toplotnih črpalkah, o najbolj vroči temi glede na situacijo, kakršni smo. Toplotne črpalke Mitsubishi Electric so ene izmed najbolj prepoznavnih na slovenskem trgu že leta. V letošnjem letu oziroma v preteklih nekaj letih, tudi kar nismo hišnega sejma imeli zaradi prej znanih okoliščin, so bile novosti sledeče. Na voljo poleg standardne 200-litrčke kompaktne enote sta na voljo sedaj tudi 170-litrčka in pa 300-litrčka. To, kar se tiče samih zunanjih enot, je zadeva šla iz preteklega plina R410 na R32 v kompletu. To pomeni od 4 do 14 kW vse v kompletu. Zelo pomembna stvar je to, da so toplotne črpalke v letu 2022 zelo zaželen nov vir ogrevanja praktično v vseh slovenskih ali pa v eni veliki večini slovenskih hiš in pa tudi stanovanj se zdaj že počasi porajajo zahteve. Zakaj je temu tako? Plinska kriza s surovinami, višanje cen surovin so pripravili do tega, da pač je elektrika oziroma toplotna črpalka, ki z eno enoto elektrike lahko naredi do 4 kW ali pa tam nekje ogrevanja, prava rešitev za ogrevanje skorajda vsakega doma. Tukaj je pomemben nekaj omeniti, kar sem že prej načel, kar pomeni dobaviteljske verige, pretekli razpis Ekosklada in pa čakanje na nov razpis, sta dve postavki, ki morata vplivati na spremembe vedenja končnega potrošnika. Pomeni, da v sedajšnji situaciji bomo težko kot dobavitelji zagotavljali še sistem danes se odločim, jutri montiram. Treba bo zadevo iti na način, kar pomeni od odločitve do same izvedbe, dobave in pa montaže strani naših poslovnih partnerjev oziroma monterjev, bo verjetno, da treba se vzeti vsaj en mesec, še ne dva. To je zadeva, ki jo dirigira povečano povpraševanje in pa kompletne vse svetovne razmere v dobaviteljskih oziroma dobavnih verigah. Toliko informativno, več pa, kot že prej dvakrat omenjeno, na hišnem sejmu. Zelo pomembna stvar je še to, ker jo bomo tudi v tem prispevku pokazali. Mi imamo te naprave, torej za hišno tehniko, toplotne črpalke in pa klima naprave montirane jasno tudi v naši poslovni zgradbi. Možnost imajo vsi naši poslovni partnerji in vi kot končne stranke prideti to pogledati. Ponavadi so vprašanje predvsem pri toplotnih črpalkah, koliko se to sliši, koliko je to veliko v resnici, kako to izgleda zmontirano. Vse to imate možnost videti pri nas v Komendi pod Hrasti 29. Vemo, da se v tem terminu dogajata še dva sejma v okolici in mi vam lahko tisto, kar garantiramo, je to, da se bomo potrudili dati naš vložek in pa posvetiti naš čas samo vam, nobenemu drugemu, in pa da imate možnost tukaj jasno brezplačnega parkiranja. Gremo pogledati še zunanje enote, potem pa se vidimo v naslednjo sredo. Evo, kot obljubljeno, na strehi našega objekta imate na voljo na ogled naprave z našega prodajnega portfelja, jasno ne vse, ampak tiste najbolj prodajene, sploh toplotne črpalke, na voljo na ogled v delujočem stanju. To mislim, da je poleg teoretičnih podatkov o šumnosti, merah, masi in tako naprej, ta izkustvena komponenta najbolj pomembna.
dobrodošli, od srede naprej mi vas pričakujemo.